Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni še v zadnji oddaji, tretji polčas v mesecu oktobru. Spet je bilo precej rezultatov, dogodkov na igriščih in najbolje, da kar začnemo. Nogometaši Celja so se uvrstili v polfinale pokalnega tekmovanja. Celjani so se med 4 najboljša moštva uvrstili z 2 zmagama proti ekipi Zavrča. Pred tednom so na gostovanju slavili s 3-2, na povratni tekmi v celjski areni Petrol pred 200 gledalci pa z rezultatom 2-1. Celjski nogometaši so imeli pred povratno tekmo še vse v svojih rokah, vendarle pa je Matija Šic bil tisti, ki jih je pahnil na rob prepada. Z 1-0 so Zavrčani dobili prvi polčas. V nadaljevanju pa povsem druga zgodba. Celjani so na hitro izenačili, zadel je kdo drug kot Benjamin Verbič, v 70. minuti pa preko Sanija Omoredžja dokončno odločili četrtfinale ter se uvrstili v polfinale pokalnega tekmovanja. Končnih 2-1 in povsem zaslužena zmaga celjskih nogometašev. Ena odlična tekma iz naše, iz njihove strani, to su 2 moštva, ki žele igrati nogomet, ki su ena dinamična tekma, ofenziva tekma, s čuda priložnosti. Mi smo hoteli in došli smo tu nemam kaj skrivati, da napravimo en preobrat. Prvi polčas smo imeli en ugoden rezultat, 1-0. In takšni scenarij smo si nekako privoščili, da prvi damo zadetek, pa potem da skušamo z eno čvrsto obrambo še iskati drugi zadetek. Gol smo dobili v najnezgodnejšem trenutku v drugi minuti drugega polčasa in potem je tista naša misija bila še malo bolj nemogoča, ampak smo skušali in igrali smo nogomet do kraja. Za enoga protonapada smo prijeli tisti gol in na koncu ena zaslužena zmaga Celja, kajti oni su 2krat zadeli mi te svoje priložnosti, polupriložnosti, tisto nekšno napadalnu igru in en pritisk nismo iskoristili in žal nismo prošli dalje. Jaz bi se z mojim kolegom maksimalno strinjal, da sta danes na igrišču bile 1-2 zelo kvalitetne ekipe, ki želijo igrati nogomet in mislim, da je to prav. Nekako, da je to promocija slovenskega nogometa. Mi tako vsako tekmo, dejansko brez kalkulacij, želeli smo tekmo dobiti, ne glede na prvo srečanje, ker nekako se ne oziramo za nazaj, ampak želimo biti vsako tekmo nekako v nekem ritmu, energični, tako da tudi v tem ritmu je tekma potekala. V prvem polčasu nekako smo imeli svoje priložnosti, Zavrč je zadev, ampak se nekako nismo želeli zmest, nadaljevati v svojem ritmu. Tudi bi se strinjal, da smo nekako v pravem trenutku v drugem polčasu zadeli, potem pa nekako so stvari stekle in na koncu, mislim, da je ena res spet lepa tekma na oko, gledalci so imeli kaj videti, na koncu, naša zmaga, za kar bi iskreno čestital svojim fandom. Celjani, ki so še naprej v izjemni seriji, ko dobesedno ne poznajo več poraza, bodo v nedeljo v državnem prvenstvu gostovali v Ljubljani pri Olimpiji. Košarkarice celjskega Atleta so v drugem krogu Jadranske lige še drugič zmagale. Potem, ko so v prvem kolu v domači dvorane premagale grosupeljski Grosbasket, so bile v hrvaški prestolnici s kar 88-49 boljše od Trešnjevke. Celjske košarkarice so zmago proti grosupeljskemu Grosbasketu v prvem krogu Jadranske lige nadgradile še na drugi tekmi, ko so bile še bolj prepričljivejše in na koncu več kot zasluženo tudi visoko slavile. Ja, evo, druga zmaga, sicer nasprotnik malo lažji, igrali smo proti zelo mladim igralkam, tako da sicer so nam na začetku malo delali težave, ampak smo to hitro rešili. Tako da je pa igra stekla, tako da se vidi rezultat je temu primeren in čestitam puncem za igro. Igra sredi Zagreba je bila veliko boljša kot na prvi proti Grosbasketu, kljub temu pa so v celjski igri še precejšnje rezerve. Težko je primerjati, zato ker so to 2 različne ekipi. Še posebej moram izpostaviti, da so Zagrebčanke res zelo mlade, tako da je bila to čisto druga tekma in je zelo težko primerjati. Še s tem, da je pač Grosbasket slovenska ekipa, pa derbi, pa vse skupaj prinese neko težino, tako da je težko primerjati. Na prvi tekmi se je videl pač pritisk, domača dvorana,
veliko gledalcev je bilo, zaradi tega je bilo taka bolj čudna tekma. Je pa res, da bo letos to derbi med nami, pa Grosupljem pač vsako tekmo. Druga tekma danes v Zagrebu je boljš stekel je in v napadu in v obrambi. Je res, da so mlada ekipa, ampak niso pa slabe, tako da na začetku nam je še malo nihal, ne vem, v obrambi, v napadu, ampak po polčasu smo se pobrali pa odigrali tako, kot znamo. Celjanke formo torej pospešeno stopnjujejo. Moram reči, da se stopnjuje, ampak takoj, kjer nekaj prestvarja ali pa kaj, gremo sam dol. Tako da jaz mislim, da smo lahko še boljše, treniramo vsak dan na polno, ampak to moramo tudi dokazati na tekmi in upam, da bomo tudi pokazali na naslednji. Že v nedeljo pa sledi nova pomembna tekma za celjske košarkarice, potem ko zdaj misli spet usmerjajo k državnemu prvenstvu. V domači dvorani bodo v nedeljo pričakale kranjski Triglav. Ena ful dobra tekma glede na to, da je lani Kranj bil glavni konkurent, tako da bojo vsi napaljeni, motivirani in da bo ziher dobra za ogled. Nedeljska zagotovo sila zanimiva tekma se bo v dvorani Gimnazije Celje Center začela ob 18. uri. Košarkarji šentjurskega Tajfuna v novi sezoni igrajo kot prerojeni. Trener Dejan Mihevc s svojimi košarkarji še ne pozna poraza. Pozitivno serijo so Šentjurčani nadaljevali na lokalnem derbiju v Laškem, kjer so domači Zlatorog premagali 86-77. Laščani so po 3 zmagah doživeli prvi poraz, Šentjurčani pa so še 4. slavili. Še neporaženi Tajfun ostaja na vrhu lestvice, saj je tudi v Laškem nadaljeval niz zmag. Tekmeca z vrha razpredelnice sta bila dolgo povsem skupaj, občasno sta po prebliskih ena ali druga ekipa sicer prišli do nekaj točk naskoka, odločitev pa je padla šele na koncu. Šentjurčani so se razveselili zaslužene zmage. Jaz bi najprej čestitil svojim fantom, mislim za eno požrtvovalno in pa kolektivno igro, predvsem v obrambi. V napadu nam na določene trenutke ni mogoče najbolj steklo, ampak mislim, da smo te stvari dosti dobro kompenzirali z kolektivno in pa čvrsto obrambo. Mislim, da smo tudi skok prepričljivo dobili, kar je bil eden pomembnejših elementov današnje tekme in tudi njim dovolili v bistvu samo 3 skoke v napadu. Mislim, da je to kar lep dosežek. Mislim, da je povsem zaslužena zmaga gostov iz Šentjurja. Ne morem se vtisu, da smo sami sebe premagali, čeprav moram reči, da je Tajfun igral zelo dobro. Tudi mislim, da mi v določenem trenutku nismo igrali slabo, ampak izgubiti na takvi tekmi 21 žog, pa bom rekel vsaj 15, da bez nobene take agresije, pa 9 koliko manje v obrambi napadov, mislim, da je to butrovalo današnjemu porazu. Po drugi strani nekaj zmede je bilo, ko se je odločila tekma, tako da mislim, da je osnovni problem, ko smo izgubili veliko žog. Na koncu vsake četrtine, sploh teh prvih 3, smo vedno imeli malo problemov, predvsem v napadu, ko smo se malo odlepili, pa namesto, da bi to razliko še povečali, smo vedno dovolili igralcem Laškega, da se vrnejo. Tako da smo v bistvu v tistih trenutkih malo preveč napak naredili tudi svojih tistih in to jih je vedno vračalo nazaj, ampak mislim na koncu, da smo spet pokazali, da fantje imajo karakter, da tudi na težkem gostovanju, kot to definitivno je bilo, lahko zmagujemo. Za Zlatoroki Goran Jurak upisal 19 točk, na drugi strani Stanko Sebič 24. Laščani so imeli težave pri skoku. Skok itak je to problem, to je znano, da smo mi šuterska ekipa, čeprav dok je šut funkcioniral, vse je bilo ok, na začetku smo igrali zelo dobro in ko smo pač pričakovali, da bomo nadaljevali v tem ritmu, sploh ne vem, kaj se je zgodilo s tem moji beki, enostavno začeli podajati žogi v roki, tako da so ljudi v prvem polčasu, saj smo to šteli, od 38 pike na 27 smo dobili sproti napada in skoka v napadu, tako da je to bilo danes res, kar z tega tiče 2 elementa zelo, zelo slabo, katastrofalno. Zdaj ekipi misli usmerjata k nadaljevanju prvenstva. V naslednjem krogu bo Tajfun gostil Portorož, Laščani bodo gostili Maribor. Še prej se bodo v pokalni tekmi pomerili s Hrastnikom. Moramo se te pripraviti, to je jasno, da je ta liga zelo, zelo izjenačena. Vsaka ekipa lahko vsako dobi, čeprav mislim, vsak poraz na domačem igrišču veliko pomeni. V tem trenutku smo pač uničili tisto zmago proti Šenčurju, ampak jaz verjamem normalno, da se pač ta ekipa
skoncentrirala, ker ne morem verjeti, da lahko še enkrat izgubimo 21 žog, pa ničem izazvan, bo rekel po domače. Ne? V Laškem torej končnih Zlatorog Tajfun 77-86. Rogaška nove sezone košarkarskega državnega prvenstva ni najbolje začela. Boleč je bil poraz v tretjem krogu, ko so varovanci trenerja Damjana Novakoviča visoko izgubili na gostovanju v Mariboru, zdaj pa so pripravili prijetno presenečenje, saj so v domači dvorani premagali novomeško Krko. Slatinčani so bili uspešnejši z 81-79. Dolenjska zasedba je razen začetnega vodstva gostiteljev v prvem polčasu vse skozi imela rahlo prednost. Gostje so bili namreč nekoliko bolj razpoloženi v metih izza črte 6:75. Če je bilo še v 22 minuti izenačeno na 31, je bilo 5 minut kasneje že 16 točk prednosti za goste. Ti so izkoristili tudi nekaj spornih sodniških odločitev. Na veselje številnih in bučnih gledalcev se gostitelji niso predali in do konca tretje četrtine prišli na manj kot dvoštevilčni zaostanek. Razlika se je v zadnji četrtini stalila na 2 točki, a so gostje 3 minute do konca znova vodili za 9. Slatinčani so napeli vse sile in prišli do izenačenja na 72. Mijović bi v boljšem izvajanju prostih metov lahko celo odločil tekmo. V podaljšku so dominirali domači, ki so brez težav akcije zaključevali pod Krkinim obročem. Gostje so na koncu poskušali številnimi meti za 3 točke, vendar brez uspeha. Slatinčani so se na koncu veselili zgodovinske zmage z 81-79. Sandi Čebular je za zmagovalce dosegel 25 točk, po 14 pa sta jih prispevala Žiga Dimec in prebujeni Mladen Primorac. Krka je v Ratenski vasi nastopila brez letos najboljšega posameznika Malcolma Armsteada. Ja, malo kdo je pričakoval, da bomo zmagali Krku po težkem porazu v soboto v Mariboru. Sam sem vedel, da nismo tako slabi, vse smo kazali dobre igre v pripravljenem obdobju, a žal razen Koštomaniča Bulerja so ostali igralci relativno neizkušeni, niso navajeni prevzemati hudo odgovornost, kar je zdaj potrebno, kajti drugih ni. In kljub tej zmagi, za nekatere presenetljivi, se dobro zavedam, da pri nas marsikaj ni v redu in da bo treba marsikaj postoriti 17-dnevni pauzi do tekme z Grosupljem in tudi izkoristiti pokalne tekme s Celjem za dvig forme. Drugače današnja tekma je imela 3 faze, v prvi fazi na 23 minute smo bili izenačeni, nato je sledila serija nešportnih, tehničnih in drugih čudnih odločitev, med katero tudi moja tehnična, ki sem jo dobil v momentu, ko sem bil hrbtom obrnjen vsem 3 sodnikom in se sploh z njim nisem pogovarjal. Po tistem se je zgodila ena depresija, enostavno smo se predali in kar nekaj minut sploh nismo igrali, kar je Krka s pridom izkoristila, naredila kar veliko razliko. In po time-outu so nekako igralci zbudili in iz kljubovanja napeli vse moči, da pridejo blizu. Ko se je prilika pokazala, smo tudi izkoristili, imeli tudi met za zmago, ki ga pač nismo dali in to v podaljšku slavili. In kako sem že prej povedal, lepa zmaga, ki nam bo omogočila lažje delo v prihodnosti, ampak še enkrat dobro se zavedam, da je treba še marsikaj postoriti, da bo ta ekipa igrala tako, kot je treba. Težka tekma, na koncu podaljšku smo zmagali, nas smo res stili srce na igrišču, pa se borili. Vsak je dal svoj delček in vsi smo zasluženi za to zmago, gremo naprej. V naslednjem ligaškem kolu bo Rogaška prosta in bo šele 15. novembra doma igrala z neporaženo vrsto Grosbasketa. Vmes se bodo v pokalnem tekmovanju pomerili s Celjani in sicer 4. novembra v Obsotelju in na Martinovo v Knežjem mestu. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si.
Ali ste že razmišljali o zamenjavi gum? Pravi naslov za vas je vulkanizerstvo Mulej Šentjur, kjer vam ponujajo pestro izbiro zimskih gum in jeklenih platišč z montažo. Avto vam tudi operejo, posesajo, globinsko očistijo in popravijo alu platišča. In medtem ko čakate, se lahko okrepčate v njihovem Felgabaru. Drage gledalke, dragi gledalci, studio današnje oddaje snemamo v središču mesta Celje. Ob meni pozdravljam nogometaša Celja, Benjamina Verbiča. Benjamin Verbič je zablestel na zadnji tekmi, ko so Celjani v domačem prvenstvu gostili Radomlje. Dal je kar 3 gole, obenem je gol dosegel še na pokalni tekmi proti Zavrču. Benjamin Verbič, torej zadnji teden je za vas sila uspešen. Ja, zadnji teden je za mene zelo uspešen, kakor tudi za celotno ekipo. Sam sem tudi uspel zadeti 4-krat, kar je en lep dosežek, vendar to je delo celotne ekipe. Soigralci smo res v dobri formi in upajmo, da bomo tudi v Stožicah nadaljevali ta niz neporaženosti. Se spominjate, kdaj ste sedeli nazadnje na klopi, zdaj sediva na klopi? Ja, že dolgo nisem, mislim, da je bilo to pokalni tekmi proti Zarici, ampak pol sem drugi polčas vstopil noter in tisto tekmo smo stežka dobili, tako da ta pot čez pokal je bila kar trnava. Ste pa tudi v središču mesta Celje, zdaj ste izjemno poznani, nekje 4 sezone nazaj so vas šele dodobra spoznavali, torej bi lahko dejali, da iz leta v leto delate korak naprej in verjetno ste tudi sami več kot zadovoljni. Ja, seveda, neko delo se mora poznati, delam z dobrimi trenerji v klubu, tako da napredujem. Letos je pa še ekipa toliko bolj močnejša, tako da res smo zelo uspešni. V Celju ne bi rekel, da me zdaj kdo pozna, ker smo športniki malo prepoznavni. Ampak ko pa greš po stadionu, recimo na tekmi proti Kopru, pa te pozdravi kakšen mladenič, to se pa ti že nekaj dobro zdi. In upajmo, da bo v Celju nogomet bolj prepoznaven šport, kakor tudi košarka in rokomet. Se pravi, da je treba še nekaj narediti na tem. No, zdaj ste malce olepšali, dejali ste mladenič, verjetno pa je vse več mladenk tudi. Ne, jaz se s tem nekaj ne bremenjujem. Mladenke pridejo bolj v kasnejših letih, zdaj se moram osredotočiti na kariero. Bomo videli, punce še nimam, tako da bomo videli, kako bo. Se pravi, je bilo to kakšno povabilo? Ja, to je bilo povabilo za vse mladeniče in mladenke na tekmo proti Gorici v soboto ob 4, tako da ste vljudno vabljeni in vabljene. Kako lahko vpliva mladenka na samo igro športnika? Je potem vse na glavi oziroma v glavi na mestu? Zdaj nekako, ko ste dejali, da nimate punce, pa ravno v tem trenutku ste zablesteli, torej je ključ do uspeha. Ja, ne vem, pri meni se to pozna kot dobro, da nimam punce. Drugače pa naš kapetan Blaž ima odlično zvezo s punco, ampak mu gre vseeno odlično. Tako da vsak pri sebi ve, kaj mu najbolj paše, vsak najde pri sebi svoj mir, tako da mislim, da nekega velikega vpliva mladenke ne morejo imeti. Komu pa ste torej podarili hat-trick proti Radomljam? Podaril sem ga ekipi, kajti zmagali smo potem spet proti 0. To je bila najvišja zmaga do zdaj. Drugače pa, da bi ga pa podaril neki mladenki, to pa ne. V prejšnjem studiu se je naš urednik Uroš Krajnc pohvalil oziroma poprašal, kdaj bo spet kakšen gol padel iz vaše strani. Torej, kot bi ga slišali, dali ste mu jih kar 3. Ja, glih v petek pred tekmo smo snemali z Alešom in gospodom Krajncem. Ja, nekako sem uslišal njegove želje.
Zgleda, da ko snemamo pred tekmo, da mi to prinaša srečo, zdaj pa bomo videli, kako bo v Stožicah. No, danes smo torej se odločili, da posnamemo, kaj ti sledi gostovanje pri Olimpiji. Kaj bi si želeli tam v nedeljo? Se pravi, Olimpija je zelo dobra ekipa z nekaj vrhunskimi posamezniki. Nenazadnje je tudi naš bivši soigralec Miha pri njih. Igrajo zelo dobro napadalno, ampak mi se ne predamo. Mi gremo v Stožice igrati svojo igro, tako kot vedno. Pa ni važno, ali nam nasproti stoji Olimpija ali pa, ne vem, NK Šentjur. Tako da nič, upamo na točke in pa predvsem dobro igro. Dejali ste že besedo o Mihi Zajcu, verjetno ga pogrešate, pa kljub temu se vam je oddolžil, prišel vas je pozdraviti. Ja, seveda, Miho vsi pogrešamo, sploh tisti, ki smo bili malce več z njim, tudi v prostem času. Veselim se prve tekme proti njemu. Prišel nas je glih pozdraviti prejšnji teden, tako da smo ohranili dobre stike in upamo na lepo tekmo. Prišel vas je pozdraviti, potem pa je izgubil v pokalu z Domžalami in izpadel. Vi ste se uvrstili v polfinale, kar je spet en lep uspeh. Ja, Domžale so nekako pokazali način, kako se da Olimpijo premagati. Mi bomo to dobro zanalizirali in probati ponoviti ta lepi uspeh. Glede Zavrča pa mislim, da smo v obeh tekmah pokazali, da smo boljša ekipa. Tudi če smo zdaj drugo tekmo v prvi polčasu zaostajali, smo potem drugi polčas postavili stvari na svoje mesto. Zdaj gremo v polfinale, prek pokala se da na malce lažji način prideti v Evropo, ampak po novem ga je treba osvojiti. Tako da naš cilj je vsekakor, da pridemo v finale pokala in pa tudi v prvenstvu, da smo čim više. Torej v pokalnem tekmovanju Celje nekako v zadnjih letih venomer v vrhu. Vsi pa v Celju želijo končno spet kakšne lovorike, bi jim lahko zatrdili, pa da se lahko letos za kakšno potegujete, kajti takšna ekipa, kot je v letošnji sezoni, že dolgo ni bila. Ja, jaz sem igral že dvakrat finale pokala, obakrat sem bil poražen proti Mariboru. Mogoče bo pa v tretje šlo, ne vem. Gledalci nekako upajo na spet novo lovoriko, kajti v Celju mislim, da je bila samo ena, do zdaj pokalna. Letos imamo res dobro ekipo, vendar gremo iz dneva v dan, iz koraka proti korakom, tako da za nadaljne cilje še ne morem zatrditi kakšnega uspeha, ampak mi se bomo potrudili, da bomo čim bolje zastopali klubske barve in glede na končni uspeh pa bomo videli, kako bo meseca maja. Upate torej na eno lovoriko v dresu Celja ali morda Maribora? Ne, jaz sem z mislimi v Celju, ne obračunam se z ostalimi ekipami. Zdaj je zimski prestopni rok, bomo videli, kako bo. Če ostanem tu, če grem drugam, kjerkoli že bom, se bom osredotočal samo na ta klub, kjer igram. Tako da trenutno je samo Celje v moji glavi. Si pa verjetno želite koraka naprej, potem ko bo čas za to, seveda po teh odigranih tekmah. Ja, seveda, najprej še teh 5 tekm za odigrati, potem bo čas za razmislek, ampak to ni moje delo, to je delo, ki so odgovorni za to. Kot pravim, jaz se še ne obremenjujem s tem. Korak naprej, ja, v Celju dobro delamo, tako da res kvalitetno letos, tudi trener je dober. Korak naprej bi bil mogoče že pravi, ampak res ne vem, kaj se bo dogajalo, tako da vam ne morem še kaj povedati. No, zato pa bomo izkoristili tale trenutek, kajti morda še zadnjič v Celju sedimo z nogometašem Celja, potem bo morda torej odšel med zimo ali pa po sezoni, zato ga bomo še kaj povprašali, kako je bilo, ko je Benjamin Verbič začel svojo kariero. Se spominja, kdaj je to bilo? Ja, to je bilo pri 6 letih v domačem Vojniku. Kaj naj rečem, lepi trenutki, vedno se jih bom spominjal. Takrat smo igrali še bolj za šalo, pa kar res, lepo je bilo, zdaj ko se spominjaš, kje si začel, je res lepo.
Kako je šlo potem vse skozi naprej? Nekako ste dvigovali svojo prepoznavnost, bili iz selekcije v selekcijo boljši in potem seveda v Celju so vas opazili, da ste pravi. Ja, iz Vojnika me je naš športni direktor Ambrož potem dal v nogometno šolo Šampion, ki jo vodi Jani Žilnik. Potem pa sem šel s korakom naprej, s 13-14 prestopil v NK Celje, potem tam trdo delal v vseh mladinskih selekcijah. Nekje pri 17 letih sem dobil prvič poziv k članom, to je bila tekma s Primorjem. Odigral sem 20 minut, ni lepšega. Zato pa se je toliko lepše spominja teh trenutkov. Katere sezone se najbolj spominjate oziroma kakšnega posebnega igralca? V Celju ste jih dali že zdaj kar veliko skozi, bi lahko dejali. Ja, res je bilo sodelovati lepo z Romanom Bezjakom, tudi mojim dobrim prijateljem. On mi je tudi podal za prvi gol v Celju. Še en lep spomin. Tako da ja, bilo je res veliko odličnih igralcev. Ampak mislim, da mi bo prav ta sezona ostala zelo v spominu, kajti mogoče bo celo zadnja, mogoče ne. Ampak poznal bom pa zelo po naših dobrih igrah in res lepem uspehu. Verjetno bi bilo super, to verjetno se vi strinjate, da pa bi Romanu Bezjaku sami vrnili s kakšno podajo, kje morda Ludogorec, Werder iz Bremna. Ja, Roman je zdaj v drugem klubu na višjem nivoju. Vsi, ki smo nekoč igrali z njim, ki sanjamo, da mu nekoč nekaj uspeli, se lahko zgledujemo po njegovi poti. Kaj pa vemo, mogoče bomo kdaj spet zaigrala skupaj, mogoče bom jaz njemu podal v, kaj pa vemo, v Nemčiji, ne vem. Treba še veliko delati, da bomo dosegel sploh njegov nivo, tako da gremo iz dneva v dan, iz tekme v tekmo. Po golu proti Zavrču v pokalu ste se razveselili gola, sprva ste dvignili roke, potem pa niste odšli proti soigralcem, temveč proti tistim, ki pobirajo žoge. Bili so trije. Kaj bi svetovali tem, ki pridno trenirajo z dneva v dan, kako delati? Ja, mladeniči, to so stari približno 12-13 let, če se ne motim. Ja, ko si tukaj star, še ne zavedaš, kako lepo priložnost imaš, kajti igrati nogomet je res nekaj najlepšega. To delaš najprej kot hobi, potem je lahko tudi to tvoja služba, vendar zato je treba res garati. Veliko je drekanja, mogoče zdaj še pri tukaj mladih letih še ne, ampak potem, ko bomo malce starejši, 15-16 let, potem pa bodo morali glave biti na pravem mestu. Res ni tako lahko, kot zgleda, tako da jim svetujem, da najprej naredijo šolo, potem pa, če le imajo možnost, naj priložnost zgrabijo z obema rokama. Kaj bi rekli v trenerju Simonu Rožmanu? Po Celju je veliko kipov, lahko mu vidimo. Marsikdo je že dejal, da bi mu ga postavil resnično. V letošnji sezoni je to tisto pravo Celje, napadalno, poletno in kar je najpomembneje, resnično na vsaki tekmi igra od prve do zadnje sekunde, tako kot je treba. Ja, mislim, da je trener Simon Rožman zadetek v polno, da je to pravi trener za našo mlado ekipo, da nas razume in da smo že pred sezono začeli igrati napadalno, tudi na prijateljskih tekmah. Z boljšimi nasprotniki se nismo branili pa karkoli. Tudi na tekmi proti Mariboru smo dokazali, da lahko igramo z njimi, z vsemi, tako da mislim, da je Simon res zadetek v polno. Zakaj bi potem odšli v Maribor, če pa ste ga dvakrat premagali? Jaz nisem rekel, da bi šel v Maribor, ampak to so zgodbe za vodilne može v klubu. Jaz še enkrat ponavljam, da sem z mislimi v Celju, da je naša ekipa vrhunska z dobrim trenerjem na čelu. Gremo nazaj k njemu, k trenerju Simonu Rožmanu. Bojda vam je nekaj pripravil, da vas je sprostil. Kaj se je dogajalo? Ja, po ogrevanju z Radomljami, tistih 5 minut pred tekmo, ko se spreoblečeš v dres, mi je rekel pač, danes vam nimam kaj zapovedati, imam pa en posnetek za vas. In za vsakega igralca je pripravil en posnetek. Recimo za mene je rekel,
Beni, kaj ti gre po glavi, in je bila ena pesem smešna. In je rekel, ne, to pač druga pesem. In res, za vsakega igralca posebej je naredil en kratek posnetek in to nas je nekako dvignalo, sprostilo v sebi, kar pa se je videlo tudi na igrišču. Kajti prvi polčas smo res bili enkratni in mislim, da je bil to polčas, najboljši polčas v sezoni. Kaj reči o Sebastianu Gobcu in Amelu Mojčinoviću, verjetno tudi vi ste se precej naučili od tega dvojca. Ja, ona dva sta kar krepko starejša od vseh nas, sploh Amel, ampak res ona dva sta nam dala prepotrebne izkušnje, veliko naukov in govorov je bilo potrebnih, da smo razumeli, zakaj se sploh gre v nogometu. Lanska sezona, ko je bila zelo težka, sta nam stala skozi ob strani, nista se predala in mislim, da je bila to dobra poteza kluba, da sta ostala v ekipi, nekakšna kapetana, atija vseh nas. Mi jih upoštevamo, kolikor se le da, verjamem pa, da sta tudi ona ponosna na nas. Kateri šport najbolj rad spremlja Amel Mojčinović? Mislim, da je to ženska košarka, ki se kar redno udeležuje tekem, pozna igralke, pozna celotno ligo, tako da mislim, da je to pravi šport za njega. Je morda še kaj več o njem? Mislim, da se poteguje celo za pomočnika trenerja, gospoda Grgića. Ne vem, to so samo govorice, jaz sem to slišal, mi je prišlo na uho. Ampak res pozna zelo dobro igralke, tako da mislim, da lahko bi skrbel za fizično pripravo. Se pravi, z njimi bi se zagotovo ujel, vsaj iz tribune je bilo videti na prvi tekmi. Mislim, da se z njimi že kar dobro ujame, da se nekaj z njimi že pozna, predvsem z gospodično Gajić. Mislim, da sta iz istega kraja, iz Bosne in Hercegovine. Tako da tudi z ostalimi verjamem, da bi se ujel, kajti Amel je res prijazen moški, do fant in do punc enak, tako da mislim, da bi se lepo ujel. No, lahko bi dejali, da greste vi po njegovih stopinjah. Ja, jaz še ne poznam igralk tako dober, ampak zdaj, ko so tako dobro igrali na zadnjem tekmu, ko smo spremljali, ne bi rekel, da grem po njegovih stopinjah, ampak sem že bil na 2-3 tekmah. Je Facebook profil že poln, bo potrebno ustvariti drugega zaradi vseh teh mladenk? Ne bo treba. Facebook je za prijatelje in prijateljice, mladenke se pa spoznava v živo. Točno tako. Morda pa še beseda o še enem trenerju, namreč Aleš Kačičnik in Simon Rožman vas torej trenirata v Celju. Vi pa skrbite, da greste še korak naprej, še dvigujete kvaliteto in to v Šentjurju. Kako, zakaj, kdaj? Ja, pred malo več kot pol leta smo se odločili, da bi storili ta korak naprej. Takrat smo dobila povabilo od tega trenerja jaz in pa Miha Zajc. Redno smo se udeležila med premorom zimskim, tako da smo se res dobro pripravila. Zakaj? Zato, ker pač želimo nekaj več. Treniramo, hodimo na regeneracije, se raztegujemo z njim, skrbimo za telesno pripravo, samo zato, da bi pač kot posameznik bili boljši. Mislim, da je to zadetek v polno, kajti tudi Roman Bezjak je treniral z njim, pa zdaj vemo, kje je. Vaš najboljši prijatelj v ekipi, čeprav ste vsi ena velika klapa? Mi smo res ena vsi velika klapa, mogoče malce izstopata Grega in Matic, ampak kot pravim, vsi se res dobro razumemo. Mislim, da ni dveh, ki se ne bi pogovarjala med sabo. Tako da mislim, da tudi to, ta naš ekipni duh pripomorel k našim rezultatom. Kdo skrbi za vzdušje? Pa vsi po malem. Grega je smeško, res vsi. Pač veliko je smeha, Amel, tudi Mojčinović, Gobi, vsi se lahko pozabavamo. Spustimo naraven otroka, tako da mogoče je res to, da smo tako igrivi, mladi in razigrani, kar kažemo pa tudi na igrišču.
slačilnica premore Sanja, pa Aneja Lovričiča, pa Dejana Đermanovića, lahko bi dejali resnično zveneča. Seveda, če odštejemo vas, ki ste tako ali tako na prvem mestu. Ja, zveneča imena so to. Dejan in Anej sta igrala v Olimpiji in v tujini, ampak tudi z njima oziroma Sanjem nismo nikakršnih problemov. Tudi če sta dala že nekaj skozi, se z nami enako sporazumevata. Takoj sta se vklopila v ekipo in mislim, da je bil to tudi dobra poteza športnega direktorja. Tako da samo lepe besede o njiju in pa tudi o našem prijatelju Sanji. Kako se je vklopil Sanji? Že zna kaj slovensko? Verjetno ste ga že kaj naučili. Ja, Sanji bolj malo zna. Mislim, da zna samo prosim ali pa hvala oziroma pa kakšne besede, ki niso na kamero. Sanji je posrečen fant. Dober po duši, res pridno trenira in upamo mu vse najboljše v karieri. Ste mu že predstavili kakšno mladenko? Sanji mislim, da je že sam spoznal par mladenk v Celju. Jaz mu jih še nisem osebno, ampak mislim, da s tem nima problemov, ker ima, mislim, da ženo, če ne pa ženo, pa punco. Se pravi, raje pustimo to temo. Benjamin Verbič, obisk se povečuje oziroma v celjski areni Petrol. Pogrešate navijače Celjske Grofe? Ja, vsekakor jih pogrešamo. Vsaka ekipa naj bi imela svojo navijaško skupino. Škoda, da jih ni. Ko ste rekli, obisk v Celju se povečuje. Ja, no, zdaj na tekmi proti Rameljah se to ni najbolj videlo. Mi bi se želeli še več, ampak pač kolikor jih je, tukaj je dober. Mislim, da so bile 2 tekme letos dobre, Maribor in Olimpija, takrat se je pokazalo, koliko gledalcev mora biti na tribunah. Zato pozivam še vse enkrat, da se udržuje naših tekm. Mi bomo dali vse od sebe, pokazali, kar znamo in upali na uspeh. Zdaj pa počasi zaključiva, 5 tekem je še do konca jesenskega dela sezone, sprva torej gostovanje v Ljubljani. Kaj bi si želeli? Olimpija, seveda vsaka ekipa je premagljiva, vendarle pa v Stožicah je vedno neugodno igrati, kjer pa ste že kar nekajkrat slavili. Ja, kot prvotni cilj bi nam naj bil, da ohranimo ta niz neporaženosti. Vsekakor pa bomo med tekmo videli, da lahko igramo tudi z Olimpijo, kar smo že prvo tekmo dokazali. Mi gremo napadalno, kot pravim, kot vsako tekmo. V Stožicah smo že, jaz sem že mislim, da 2-krat oziroma 3-krat slavil, zakaj še ne bi četrtič. Mi smo dobro pripravili, jutri še imamo trening, dobro zanalizirali in se pripravili na dobrega nasprotnika. Liga je v letošnji sezoni izenačena, kar je sila dobro za vse skupaj. Kdo ima največ možnosti za vrh? V letošnji sezoni se zdi, da pravega konkurenta, ki bi že lahko pred sezono dejal, da bo osvojil naslov, tokrat ni. Ja, zadnje leta je bil Maribor res korak pred vsemi. Letos pa igrajo vsi zelo dobro, Domžale so presenetile. Maribor tak ali tak, tudi mi in Zavrč smo v vrhu. Olimpija ima vsekako dobro ekipo, tako da res ni enega izrazitega favorita za končno slavje. Nenazadnje mi smo že 14 tekem neporaženi in še kar smo tam, 4., 5. Tako da mislim, da bo to vprašanje, kdo bo prvi za drugi del, za spomladanski del. Takrat se bo videl, katera je ekipa najmočnejša, katera ima najdaljšo klop, ker tu pa pride tudi poškodbe. Ampak mislim, da vseeno, mislim, da se tudi mi lahko vključimo za ta boj. Dali bomo vse od sebe, vemo, da bo to zelo težko, pa bomo videli, kaj bo na koncu prinesli. Benjamin Verbič, radi zbirate fotografije iz tekem, na katerih ste vi? Ne, do zdaj, mislim, od začetka sem jih mogoče malce zbiral, ko sem bil še bolj mlad, ampak zdaj pa jih nisem najbolj zbiral. Kaj pa članki? Članki tudi ne. Včasih mi je to izrezala mamica, tako da mi je vstavila v posebno mapo.
Bomo videli. Na zadnji sem dobil to za rojsten dan, zdaj slavim rojsten dan čez en mesec, bom videl, kakšno darilo bom dobil. Selfiji so bili v zadnjem trenutku popularni. Kako je pri tem pri vas? Ja, selfiji, enega smo naredili tudi po tekmi z Domžalami v garderobi. Tudi je bil objavljen na Facebook skupino NK Celje. Ja, ne vem, kdaj je to postalo popularno. Vsekakor smo tudi mi naredili nekaj selfijev. Mogoče ga bomo pa spet v garderobi po tekmi v Stožicah na zmago. No, ni pa velikokrat priložnost in zdi se mi, da je tole zadnji intervju sredi mesta Celje z Benjaminom Verbičem. Predlagam še enega selfija za našo televizijo in da se potem v takšnem tonu poslovimo. Takole, cenjene gledalke in gledalci, to je bil Benjamin Verbič. Benjamin Verbič, veliko golov, predvsem na evropskih zelenicah. Najlepša hvala za te res velike želje. Najprej še moram zabiti nekaj na slovenskih zelenicah, potem pa se lahko tudi to željo uslišimo. Pozdrav morda za konec tudi družini? Ja, pozdravljam mojo družino. Vse najbolj. Benjamin Verbič, hvala in vse dobro. Hvala vam. Tako, cenjene gledalke in gledalci, pester je bil tale pogovor v središču mesta Celje. Nedvomno s prvim igralcem nogometnega kluba Celje, Benjaminom Verbičem, ki je v zadnjih tednih, mesecih dokončno eksplodiral. Naj bo tako tudi v nedeljo sredi Stožic, ko Celjani gostujejo pri ljubljanski Olimpiji. Boj za sam vrh in verjamemo, da jim bo tudi tokrat uspelo in da bodo že kar na 17. tekmi ostali neporaženi. Zaključujemo današnjo oddajo tretji polčas, torej sredi mesta Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. V našo družbo vabljeni spet jutri zjutraj ob 10. uri gledanju posnetka oddaje in pa potem še gledanju naslednjih oddaj v mesecu novembru in tako dalje. Hvala torej za pozornost, vse dobro in lep pozdrav.